Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdorkoli pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikdar žejen, marveč bo voda, ki mu jo bom dal, v njem postala studenec vode, tekoče v večno življenje. Ko človek dan danes bere novice, ko bere razne stvari na spletu, se lahko zamisli, kaj sploh nam želijo sporočiti. Kdo je naš največji učitelj? Največji učitelj, po mojem mnenju, je še vedno Jezus Kristus. Saj nam je zapustil svojo besedo, svoj evangelij, da lahko po njem živimo. In prav ta evangelij je lahko naša pot, resnica in življenje. V današnji Božji besedi, ki smo jo poslušali pri sveti maši, nas še posebej nagovarja, kako ravnati v današnjem svetu. Lahko bi rekli, da odlomek ni aktualen, ampak če dobro prisluhnemo, dobro beremo, lahko vidimo, da je Jezus na nek način lahko da nam zgled tudi v današnjem svetu. Srečal se je z žensko, ki je bila v tedanjem svetu nekoliko odrinjena od družbe. Zato je tudi morala hoditi sredi popoldneva po vodo, da je nihče ne bi videl. In tam sreča Jezusa. Jezus sreča tudi nas v vsakdanjem življenju. Še posebej, ko se ustavimo, ko imamo čas za njega in se nam lahko približa. Ni potrebno veliko. Treba si vzeti čas in si naliti kozarec žive vode. Vsi vemo, da imamo raje dobro vodo. Pa naj nam to ne zveni kot neka reklama za vodo, ampak tista voda, ki nam jo podarja Jezus Kristus. To je živa voda, ki nas vodi na pot k nebesa. In ta voda nas lahko odžeja. In bistveno te vode je, da jo lahko dajemo tudi drugim. Zato lahko posnemamo Samarijanko, ki je šla v svojo vas in svojega odrešenika predstavlja tudi drugim. Jezus ne sodi. Jezus spodbuja in nas vabi na pot spreobrnenja. In v tem postu imamo čas, da se nas Jezus dotakne tam, kjer smo, tam, kjer delamo, tam, kjer živimo. Mene se je dotaknil na kolesu. Dovolite, da se dotakne tudi vas.